Tehnologijo je prvo patentiralo podjetje Wacom, kasneje je na trg prišla še konkurenca. Danes pa poznamo več tipov grafičnih tablic. Ampak danes si bomo podrobno ogledali Pen Tablet, ki se v glavnem razlikuje tako, da tablica nima vgrajenega displeja. EMR je elektromagnetna rezonanca. Je pojav, pri katerem se atomi ali molekule v snovi odzivajo na elektromagnetno valovanje določene frekvence in absorbirajo energijo. Tako je ključnega pomena pri delovanju grafičnih tablic. In da bomo bolje razumeli, kako deluje, si bomo najprej pogledali delovanje induktorjev. Induktorji. Induktorji v grafičnih tablicah, posebej v kontekstu tehnologije elektromagnetne rezonance za uporabo pisala, se uporabljajo za zaznavanje položaja in gibanja pisala. So zelo preproste električne komponente, ki inducirajo tok. Količino opravljenega dela induktorja imenujemo induktivnost. Ta je razmerje magnetnega pretoka žice in toka, v katerem nastane tok, ko izmenični tok prehaja skozi žico in nastane izmenični magnetni tok znotraj in okoli žice. Količino induktivnosti lahko nadzorujemo s spreminjanjem števila navojev, odvisno od tega, kaj želimo doseči. Lahko imamo katerokoli število na levi ali na desni strani. Lahko imamo en navoj ali več navojev, lahko pa povečamo njihovo velikost ali v navoj vstavimo nekaj, kar imenujemo ferritna palica. Induktor shranjuje energijo v magnetnem polju. Če tega zmanjka, se polje sesede in energija se sprosti kot dodaten tok. Kondenzatorji. Zdaj si pa poglejmo vezje z žarnico, ki bo kmalu postalo EMR pisalo. Mi bomo odstranili žarnico in jo zamenjali s kondenzatorjem. Kaj pa je kondenzator? Kondenzator je zelo preprost. Sestavljata ga dve plošči prevodnega materiala, ti pa sta ločeni z različnimi materiali. Ti materiali so lahko zrak, keramika, steklo ali papir. V tem primeru se bomo držali zraka. Kot induktor tudi kondenzator lahko shrani in sprosti energijo, vendar medtem ko induktor shranjuje energijo v magnetnem polju, kondenzator hrani energijo v električnem polju. Stopnja, v kateri lahko kondenzator shrani energijo v električnem polju, se imenuje njegova kapacitivnost. Kapacitivnost nadzira velikost plošč, razdalja med ploščami in kakšna snov je med obema ploščama. Imamo induktor in kondenzator v vezju, kot je prikazano. To imenujemo LC vezje. Zakaj ravno LC vezje? L se nanaša na induktor in C se nanaša na kondenzator. Vezje bi lahko poimenovali tudi resonančno vezje. Zdaj pa si poglejmo LC vezje v akciji. Na levo stran vezja zvežemo dodatek, da zagotovi nekaj dodatne energije na vezje. Na vrhu je stikalo, ki ga bomo odprli in potem bomo videli, kaj se je zgodilo z vezjem, ki se mu več ne dovaja elektrike. Ko odpremo stikalo, lahko vidimo, da se tok začne premikati sem ter tja. Kaj se dogaja, je, da se tok nekako absorbira s strani kondenzatorja in se sprosti nazaj v induktor. Induktor gradi svoje magnetno polje, ki se nato seseda in pošilja še več toka nazaj po drugi strani k plošči kondenzatorja. Ta se odbija nazaj in tako se pojavi resonanca. Kaj pa je resonanca? Resonanca se zgodi pri določeni frekvenci in se imenuje resonančna frekvenca. To nadzira kapacitivnost kondenzatorja in induktivnost induktorja. Če ju nekoliko spremenimo, bo frekvenca resonance zelo drugačna. Ko vezje resonira, bo induktor pri enaki frekvenci gradil in sesedal svoje magnetno polje. Če bi merili magnetno polje okoli induktorja, bi videli, da se dviguje in pada ter spreminja smer. Seveda ta resonanca ne traja večno. Vezje bo čez nekaj časa izgubilo svojo napetost. Sestavljanje tablice. Zdaj si poglejmo izdelavo sistema EMR tabličnega računalnika in pisala. Na levi strani bomo narisali poenostavljeno tablico. Začeli bomo z okvirjem, ki predstavlja tako imenovane možgane tablice. Seveda pa bo ta povezan s tuljavo induktorja. Na desni strani pa je pisalo, ki je predstavljeno kot preprosto LC vezje. Tablica bo morala preklapljati med dvema načinoma delovanja. Za zelo kratek čas bo tablica vodila tok skozi žico in induktor bo ustvarjal magnetno polje.
To bo nato povzročilo tok v pisalu in to se bo zgodilo zelo hitro. Ko se tok v tablici prekine, bo pisalo začelo rezonirati sem ter tja. Zdaj, ko se magnetno polje razvija okoli tuljave pisala, bo to ustvarilo naboj, ki se bo premikal v tablici in ta naboj bo zaznan s strani možganov tablice. Tako naprej in nazaj večkrat na sekundo tablica pošilja nekaj toka, da napaja pisalo, nato pa posluša rezonanco pisala. Torej tu imamo začetke resničnega EMR sistema, tabličnega računalnika in pisala, vendar to v bistvu ni zelo uporabno. Trenutno se zgodi le to, da tablica za kratek čas napaja pisalo in tablica v bistvu samo zazna, da je pisalo blizu tablice in to je to. Torej, trenutno tablica še ni uporabna. Induktor zdaj vodoravno namestimo na ploščo. Naslednja sprememba se nanaša na induktor. Omenili smo, da ni potrebno imeti več navojev, dejansko pa lahko imamo samo enega. Torej, žica se ne dotika samega sebe, ampak je lepo prilepljena na ploščo in ima en sam navoj. Zdaj večkrat to ponovimo po navpični osi. Vsaka od teh zank lahko prenaša moč od bližnjega pisala. Zaradi postavitve zank vzdolž X osi, vendar z navpično usmerjenostjo, lahko zdaj zaznamo vertikalni položaj pisala. Če je na dnu, bo spodnja zanka zaznala prisotnost pisala, kaj pa če je pisalo proti sredini? Ena izmed zank bo močno zaznala signal, medtem ko bojo bližnji dve zanki ob straneh pisala slabše zaznavali. Zdaj imamo vertikalni položaj pisala. Kaj pa horizontalni? Uporabimo isti princip. Narišemo več žic in še eno ploščo. Vendar tokrat zanke tečejo navzgor in navdol. Narišimo več žic in še eno ploščo. Vendar tokrat zanke tečejo navzgor in navzdol. Tu je pisalo. Zdaj zaznavamo tako kot vertikalni kot horizontalni položaj pisala. To pomeni, da smo uspeli določiti tako X kot Y položaj pisala. Zdaj imamo že skoraj delujočo tablico. Nagib pisala. Preden se lotimo tega, bomo ti dve plošči skupaj združili v tablico. Vodoravne in navpične črte predstavljajo tuljavo. Fizično to ni dobesedno mreža žic, ki se dotikajo na ta način, ampak je to le vizualna pomoč, da bomo lažje razumeli naslednjo predstavo. Pojdimo naprej k razumevanju nagiba. Mrežo si bomo zdaj predstavljali, kot da jo gledamo od vrha navzdol. Drugače povedano, mreža bo za nas videti takole. Sedaj si predstavljate, kaj se je zgodilo. Če imamo pisalo, ki je povsem pravokotno na mrežo, ta pikica predstavlja zgornji del pisala. Ko pisalo postavimo pravokotno na mrežo, se bo magnetno polje ukrivilo v krožno obliko. Podobno kot najvišja točka na zemljevidu predstavljajo bolj goste črte, vendar za razliko od izohips na zemljevidu so te črte simetrične. Če pa postavimo pisalo pod kotom, na tablico pa te črte ne bodo več simetrične, ampak se bodo zgostile pod pisalom in se razširile stran od njega. Ta sprememba v magnetnem polju bo vplivala na tuljave. S tem tablica lahko zazna, če je pisalo pod kotom ali ne, saj se oblika magnetnega polja, ko je v preseku s tuljavami, nekoliko spremeni. Pisalo ima plastično konico, ki pritiska na feritno palico, katera je vstavljena med tuljave. Konica pritiska na palico in na drugi strani palice je kos plastike, okoli katerega je navita vzmet. Ta potiska palico nazaj. S temi premiki feritne palice se spreminja resonančna frekvenca. Ta se lahko zveča ali zmanjša in za njo tablica zazna kod spremembe pritiska. Ko uporabnik pritisne na gumb na pisalu, se sproži električni signal, ki ga tablica zazna. Tablica nato obdeluje ta signal in izvede ustrezno programsko funkcijo, ki je dodeljena temu gumbu. Tako vemo, da se generira signal, ki je v obliki sinusoide. Za prenašanje informacije bi lahko frekvenco povečali ali pa tudi zmanjšali. Lahko ustvarimo tudi zvišano ali znižano amplitudo, ohranimo pa frekvenco. Ali pa spremenimo fazo. Vse te spremembe v magnetnem polju lahko tablica zazna kot pritisk gumba.